Mejniki identitete. Slovensko morje. Upravno je danes drugačno kot v zgodovini, zato je pogledov nanj, tako kot tudi razlag, lahko več. V času Avstro-Ogrske je bilo Slovensko morje v Tržaškem zalivu zlasti nekako od Trsta proti zahodu do Tržiča. Danes je Slovensko morje proti vzhodu in jugu, v slovenski Istri od Lazareta do Sečovelj. Oba pogleda sta pravilna in Slovenci ne bi smeli pozabiti na rojake ob Tržaškem zalivu, ki upravno sodijo v drugo državo, Italijo. V njihovi zavesti je Slovensko morje tisto, ki je dajalo kruh prednikom in marsikomu izmed njih tudi še danes. Morje, ki pljuska ob bregove slovenskih vasi v Italiji, ob Devin, Sesljan, Križ, Griljan, Kontovel, Barkovlje in vse do Milskega polotoka na vzhodu Trsta. Slovensko morje je v vseh pogledih del Tržaškega zaliva na skrajnem severu Jadrana, ki je ekološko zelo občutljivo območje zaradi zalivskega toka v razmeroma plitkem morju, juga in burje, vnosa odpadnih in tudi strupenih snovi največje italijanske reke Pat, ki prinaša industrijsko onesnaženje z vsega svojega porečja, enega najbolj razvitih predelov sveta. Svoje prispevajo tudi pristanišča Koper, Trst in Tržič, z obsežnim pretovorom blaga, rud in nafte, pa tudi razvit jahtni turizem, tovarne in številni hoteli v obalnih mestih. Prav zato je treba za Slovensko morje skrbeti in se pri tem povezovati s sosednjimi jadranskimi državami. O tem, kaj je in kaj pomeni Slovensko morje, smo se pogovarjali s hidrogeografom dr. Mitjo Bricljem, ki je na Ministrstvu za okolje in prostor pristojen za izvajanje regionalnih konvencij na področju voda v Sloveniji. Neprecenljiv in sestavni del danes Republike Slovenije, v preteklosti pa sestavni del in življenjsko pomemben naravni vir ljudi, ki so živeli ob Tržaškem zalivu, ne glede na politično stvarnost, ki je bila pestra, pa bomo začeli pri Avstro-Ogrski in vse, kar je izhajalo z zgodovine in menjave potem oblasti preko italijanskih, nemških, jugoslovanskih do seveda danes samostojne Slovenije. Skratka, morje je v teh političnih razmerah obstaja še danes in boj za njega pravzaprav je prav tako hud, kot je bil nekoč, samo z drugimi sredstvi. Boj za morje obstaja še danes, pravite? Zagotovo. Morje je naravni vir, ki omogoča življenje in drugo, omogoča komunikacijo s celim svetom. Morje je cesta, v katero zapeljete z kateregakoli zaliva in vas pelje na katerikoli del sveta. Skratka, gre za izjemen privilegij, če imate dostop do morja. Gre za izjemen privilegij v prometnem smislu, za privilegij v pridobivanju hrane, če je morje zdravo, za izjemen privilegij za razvijanje različnih gospodarskih dejavnosti, od prometnih pa v zadnjem stoletju vse bolj turističnih, kar zopet pomeni velik posel. In skratka, tukaj zadaj so veliki interesi. Vse do konca svobodnega tržaškega ozemlja je pravzaprav Slovensko morje bilo zahodno od Trsta proti Tržiču, ne? Danes je pa ravno nasprotno. Ja, drži, in etnično ozemlje, ki ga so poseljevali Slovenci in seveda
aktivno živeli z rabo obale in morja, je bil svet in obala med Trstom in Devinom oziroma izlivom Timave, Notranjske reke, ki pride pod imenom Timava zadnjič na plan prav tukaj. In to je svet, kjer je dejansko se razvila kultura življenja z morjem in se seveda skozi stoletja, vključno z lovljenjem zelo pomembne ribje vrste tune, kjer je treba povedati kar na začetku slovenska pamet in slovenska tradicija razvila povsem specifično tehniko ribolova na tune v tem delu Tržaškega zaliva, in kar je imenitno ohranjeno in predstavljeno tudi v Muzeju slovenskega ribištva v Križu in opisano v literaturi, kjer se je tukaj treba pokloniti slovenskim avtorjem, posebej gospodu Volpi Lisjaku in njegovim izjemno skrbno zbranim zgodovinskim virom, vključno z zemljiškimi katastri. Danes, ko na ministrstvu govorite o Slovenskem morju, mislite na ta del, ki pripada Republiki Sloveniji? Ja, žal bi rekel, da le redki pomislijo na to, če sploh. In vesel sem, da sva začela s tem in da bo morda tudi to mogoče kapljica v morje upanja, da bomo dojeli v Sloveniji, da gre pravzaprav v našem zamejstvu, v tem delu zahodnega Krasa, kjer se Kras dobesedno stika z Jadranom, za visoko kulturo sobivanja z morjem naših prednikov in aktualnih, bi rekel, Slovencev v Italiji, ki seveda, jaz bi rekel, izjemno skrbno ravnajo s to dediščino. Prav pa bi bilo, da bi tudi Matica se zavedala tega dela obale, ki ga na nek način kar pripisujemo Italiji, kar je seveda administrativno tudi res samo, tam živijo Slovenci, je zaenkrat še slovenska kultura, predvsem pa visoko razvita tradicija sobivanja z morjem, kajti poglejva samo nekaj, tisto, kar pa Slovenci vedo in večina Slovencev tudi vsako leto spremlja, tako imenovana Brkovljanka, ki jo poznamo bolj pod imenom Brkolana, je največja regata svetovnega formata, ki ima štart in zaključek v Brkovljah. Slovenski vasi, slovenski kulturi, ki je razvila tudi odnos rabe morja z jadrnicami in ribištvom in vse, kar je povezano seveda z odgovornim odnosom do morskih virov. Skratka, kupica priložnosti, da to znanje poglobimo in predvsem ta svet tudi živimo. Preko ste omenili stik Krasa z morjem. Se mi zdi, da smo dolžni opredeliti, da pravzaprav ta stik z morjem je zelo različen v geografskem pomenu besede na celotnem temle tržaško-istrskem delu morja. Res je, kamenina, apnenac, ki je seveda osnova Krasa, pisano z veliko, in to je edina pokrajina, slovenska pokrajina, ki po tipu pokrajine zaznamuje tudi z imenom celozemeljsko oblo, ker tukaj je bila prvič raziskana do te podrobnosti, kot da smo jo lahko pravzaprav ta način opredelili kot znanost, kot krasoslovje, in je pravzaprav to pomenil vzorec za vse druge pokrajine, preučevanja kraških pokrajin. Skratka, naš Kras je seveda doma in krasoslovje v Sloveniji in po njem poimenujemo druge pokrajine povsod po svetu.
To je zelo pomembno in ta kraški tip obale se nadaljuje, kot veste, po vsej Dalmaciji v dinarski smeri in se imenuje tudi dalmatinski tip obale zaradi specifičnih oblik, ki pa že takoj tukaj v Trstu dobi pravzaprav flišno podlago, se nasloni na fliš, ki se nadaljuje preko Milskega polotoka v Slovenijo, v Ankaran in zopet vse do Pirana oziroma Savudrijskega polotoka, kjer se zopet pojavijo skladi apnenca, le za vzorec ga nekaj malega pri Izoli, nekaj kvadratnih metrov bi lahko rekli, pa potem zopet onstran Istre v večjem obsegu, v Kvarnerju in seveda naprej v severno Dalmacijo, kjer je pač dežela dalmatinske obale. Tukaj imamo mehek tip obale, to je flišna obala z klifi, to je mešanica laparja in peščenjaka, ki je popolnoma nasprotna sestava kot matična kamenina krasa. In če kdo, zopet to bi morali Slovenci, in verjamem, da jih mnogo ve, tudi okusimo, naprimer ista trta, ki zraste na krasu, jo poimenujemo vino teran, z značilnim okusom, in ista trta, ki zraste na flišu v Kopru, koprskih ali izolskih vinogradih, pa je refošek. Za tako različne snovi gre na naši obali. Hidrološka sestava vendarle vpliva, ne? Ampak po drugi strani imamo pa še Koprski zatok, pa Sečoveljske soline, pa da ne govorim tudi Strunjanske in pa Sečoveljske soline, ki so spet drugačen tip pristopa do morja. Ja, to je seveda spet poklon našim prednikom, ki so, roko na srce, v tem času dominirali tukaj Beneška republika in je seveda razvila tudi tehnike solinarstva, vključno s petolo, ki je taka čudovita plast, ki ščiti pred blatom sol, da ostane bela, kristalna. Ja, in je seveda to popolnoma naraven proces z mešanico alg in peska dosežena ta podlaga, ki se utrjuje, neguje in seveda vzdržuje, da pridobivamo mineralne surovine. Brez seveda kapljice, fosilne energije ali katerekoli druge, ampak samo na sonce se ta tehnika ohranila skozi stoletja do danes in se lepo dopolnjuje z turizmom in treba je povedati, ohranja in povečuje tudi biološko raznovrstnost. V strunjanskih solivah imamo tudi habitat mokrišč oziroma Ramsarska konvencija in je to za ptice seveda zatočišče, ki migrirajo v preletih, v selitvah in seveda naslednja na Cerkniškem jezeru in skratka zelo pomembno za živali in človeka v sobivanju z morjem in obalo. Zdi se mi, da pravzaprav ta del, severni del Jadrana, Tržaški zaliv sam po sebi, deluje enotno. Tukaj ga dejansko te državne meje ne morejo ločiti. Bom rekel v tem smislu, da bi bil to povsem drug prostor. Drži, to je enoten sistem, dobesedno vodno telo, je del, ki diha skupaj v dobrem in slabem. In je izjemno dinamično. Spomnimo se samo, kako deluje ob burji, kako deluje ob jugu, vodne mase se selijo iz severa na jug ob burji in obratno ob jugu se narivajo v Tržaški zaliv, severni Jadran in takrat imamo to visoko plimo, poplavljanje do, bi rekel, glavobolov, ki jih prinaša nizek pritisk in obratno. Skratka, to telo diha skupaj, je povezano, še enkrat v dobrem in slabem in
Prinaša pa tudi tisto, kar povzroča človek na severu Jadrana, onesnaženje, ki je vidno in nevidno. In tisto, kar prinašajo reke iz zaledja v Jadranskem povodju na obalo in morje, tega je žal na tisoče ton, ki je bolj ali manj skrito našim očem le ob, teh dogodkih tokovanja, ko ob slabem vremenu dobimo to, na naš prak v večjih količinah postane vidno. Sicer pa je to v mikroobliki, v obliki, ki jih naše oči ne zaznajo, pa čestokrat tudi ne druga čutila, ne. In to moramo uporabiti pač za to ustrezne metode, ki obstajajo, ki pravzaprav tudi niso več tako drage in lahko sledimo, kako naši sosedi, tudi mi nismo nedolžni, pa vendar zaradi svoje večje industrijske dejavnosti in bolj aktivnosti onesnažujejo to naše skupno morje. Imate v mislih reko Pat, ki preseča pravzaprav ta skrajni severni del Tržaškega zaliva, ne? Ja, in seveda drenira dobesedno ves najbolj razvit del Italije, severni del Italije, ki je najbolj napreden po visokih in starih tehnologijah in kmetijstvu, ki izjemno zaznamuje vodne vire in vse to, da ne omenjamo urbanizacije in bolj ali manj učinkovite sisteme čiščenja mest, ki vse se najdejo v padu, kar seveda prihaja v ta naš severni Jadran in ob neugodnih vremenskih situacijah, že ob omenjenem jugu in cirkulaciji, ki zaokroži potem lahko v obratni smeri urnega kazalca v severnem Jadranu oplazi, vsa voda pada, tudi Istro in Tržaški zaliv, in s tem tudi nas z ne najbolj ljubimi snovmi. Mislim, da k temu pripomore tudi to, da je Tržaški zaliv razmeroma plitek. Ja, to je pa še dodatna dimenzija, kajti gre za najplitvejši del Jadrana in s tem tudi moramo reči, da gre za najplitvejši in najbolj severni del Sredozemskega morja sploh, ne. In to je seveda prinaša vrsto okoljskih, prednosti v biološki raznovrstnosti in prometni dostopnosti in na drugi strani seveda je toliko večja občutljivost zaradi te plitvosti in zaradi ranljivosti, ki jih povzroča človek z onesnaževanjem. No, kljub tem negativnim vidikom imamo pa enega pozitivnega, burjo. Ja, burja zagotovo, kot rečejo Primorci, sčisti vse, tudi duha, zle misli in počutje in seveda tudi morje in obalo, pomete dobesedno vse in odrine vrhnje plasti vode, voda se takdaj tudi močno ohladi, vrhnje plasti so segrete, to še posebej čutimo v poletnem času, ko se tudi kopamo in tedaj, ko zapiha burja, je vsaj kakšen dan, če ne več, kar malo, težko je to vodo. Glede na to, ker se temperatura lahko spusti v prvem sloju vode meter in to, koliko rabimo za kopanje, lahko tudi ne samo za nekaj, ampak tudi za 10 stopinj in več včasih. Skratka, gre za zelo dinamične procese, ki zelo intenzivno mešajo vodne mase. Kakšen je gospodarski pomen severnega Jadrana oziroma Tržaškega zaliva? Ja, to bi recimo gospodarstveniki Italije, Hrvaške pa Slovenije ocenili vsak svojega zornega kota. To je prvo, Kako vidi Italija, se lahko ni treba spraševati, ampak samo pogledamo njihovo obalo, kaj delajo in kako. Slovenija prav tako in Hrvaška zopet malo drugače. Skratka, pogledi so različni. Bistvo vseh dveh velikih naših obalnih sosed pa je, da je morje seveda ni dvoma,
predstavlja izjemno strateško razvojno priložnost. V zgodovini vemo, kako je bilo, ampak to, kar je danes in prinašajo čez podnebnih sprememb, pa če hočete tudi zeleni prehod, je morje, bi rekel, nov potencial, ki naj rešuje te zagate z tako imenovano modro ekonomijo. To je vse, kar vemo in znamo ta hip o morju, o morskih virih, o morski biologiji, o morskih mineralih, o gibanju vodnih mas, ki naj bi tako ali drugače bile vpete v lovljenje obnovljivih virov, v gibanju in sicer tako, da ta modra ekonomija ima velik zalet in veliko podporo Evropske unije, da se razvija v naslednjem desetletju kot, bi rekel, nov rudnik, ki pa ne bi imel vpliva kot klasični rudniki na življenje pa na ekosistem, ampak bi upošteval te vitalne funkcije morja in seveda zdravje ljudi. Ampak to se kaže kaj? V ribištvu? Ribištvo je ena in najbolj tradicionalna gospodarska panoga in tukaj roko na srce se zadeve spreminjajo izjemno hitro in to vidite pravzaprav zelo banalno, da kako težko dobite tako imenovane divje ribe, ampak vse ribe prihajajo, vsaj več kot polovica, danes že iz ribogojnic na morju, ki so bolj ali manj, bi rekel, okoljsko prijazne, bolj manj zaenkrat in nimajo veze bi rekel, več za tistim ribolovom, ki je nekoč bil prevladujoč. Zadeve se zelo hitro spreminjajo, kar se tiče ribištva. Prav tako se hitro spreminjajo glede kakovosti morja in tudi žal je treba reči dinamike, kar občutimo ob teh povečani poplavni ogroženosti, ki ima neposredne povezave z dviganjem morske gladine in seveda predvsem večjimi temperaturnimi ekstremi, ki ta gibanja samo še pospešujejo. Je to res, da je rib danes manj, kot jih je bilo pred recimo 30-40 leti? To je zagotovo dejstvo, saj prav toliko časa kot 30-40 let govorimo o tako imenovanem prelovu. To je tehnični termin, če se prelovi večje število oziroma količina rib, kot je naravni prirast. In to je dejstvo. Recimo v severnem Jadranu zaradi aktivnosti naših sosed nimamo več niti plave ribe, kar je bil včasih skoraj nezamisljivo. Če je manjkala bela riba zaradi teh ekonomskih apetitov, danes manjkata pravzaprav obe vrsti. Seveda, da ne govorimo o ogroženih vrstah, ki so na rdečem seznamu, pa tudi med ekonomskimi vrstami zaradi prelova obeh vrst v Sloveniji ni več tune, ki je bila in je še drugod v Sredozemlju in drugih morjih, bi rekel, paradna riba na tržnicah in v gastronomiji, zaradi tega, ker jo enostavno prelovijo naši sosedi. Pa vendar, jaz pravim za šalo, ampak ta šala je resnična. Imamo pa zaenkrat k sreči še muzej tune, pa tudi spomine ali pa vsaj temelje, bi rekel, tovarne Delamaris Izola, ki priča o tem, da so Slovenci živeli z morjem in znali z njim gospodarno ravnati, času primerno in napredno. Vendar smo to žal opustili, domala pozabili, zaradi enostranskih dejanj, ki smo jih, ne vem zakaj, tako zlahka sprejeli, enostranskih dejanj sosednjih držav. Potemtakem je danes gospodarski vidik morja pravzaprav drugje, v industriji, v prometu. Ja, če pogledamo Luko Koper, se treba samo prikloniti, bi rekel, učinkovitem upravljanju, zgledno vodene luke, moderni tehnologiji, učinkovitosti in je to prometna infrastruktura, ki je napredna,
ki služi ne samo Sloveniji, ampak tudi širšemu zaledju in seveda nosi veliko dela, delovnih mest, če hočete tudi zaslužka. In vendar je to samo ena od pomembnih gospodarskih dejavnosti na obali, ki bi bilo škoda, da zaradi nje ne bi prezrli tradicionalnih, kot smo že rekli. Morje nudi tudi hrano, ladje oziroma storitve povezane z pretovorom se ne da pravzaprav jesti. Mi moramo povečati, to vsak dan vemo bolj zares, prehranska varnost je prav tako pomembna kot energetska varnost in vodna varnost. Zdaj smo začeli govoriti o varnostih, ki so se nam zdele same po sebi umevne, pa vidimo, da temu ni več tako. Pa vendarle, a je Luka Koper obremenilni dejavnik v tem akvatoriju? No, zagotovo ima vplive, ki pa so, jaz bi rekel, zaenkrat še pod nadzorom in sprejemljivi in nima po tem, kar se danes ve, ob spremljanju stanja, večjih vplivov od sprejemljivih na Koprski zaliv. Kar ne moremo žal reči za velik del drugih luk v naši bližini, kaj šele nekoliko širše. Tako da tukaj imamo, bom rekel, srečo, že bi rekel, takoj za Milskim polotokom imamo Luko Trst, ki zaenkrat, da potrkamo, je dobro pod nadzorom, ne vemo pa kaj in kako bi seveda se zadeva odvila, če bi prišlo do nesreče. V tem primeru govorimo o naftovodu, ki sega iz Trsta oziroma se začne v Trstu in pelje v srednjo Evropo, transalpinski naftovod. Izjemno obremenjen. Pred njem stojijo, če pogledate, ko greste v Koper, vedno vsaj 3, 4, 5 tankerjev na privezu in tukaj tečejo milijoni ton nafte v to cev dnevno in se seveda izgube kapljične in druge ob rednem pretovarjanju vendarle dogajajo. In če pride ob tem do nesreče, ki pa gre lahko v morje milijone ton in to seveda za kratko slovensko obalo pomeni popolno destrukcijo in to za dolgo let. Ne pa tako veliko škodo na italijanski in hrvaški strani, ker njihova obala pa je vendar neprimerno daljša. Tako da tveganje za upravljanje posla z nekim pretovorom v tako občutljivem zalivu ni enostavna stvar. Tveganje, ki ga povzroča ena država ali ena stran, še kako poveča tveganje tudi pri sosedu, že če se dogodek ne zgodi. Če pa se zgodi, pa lahko je sosed potopljen. Še velike, turizem. Turizem, je seveda paradni konj zadnjega stoletja v Sredozemlju. Kot veste, je to največja svetovna destinacija za turizem. Vemo, kako je pri nas, vemo, kako je že vsaj 100 let tudi pri Italijanih, vemo, kako je bilo v Avstro-Ogrski in danes na Hrvaškem. Vemo, da je železnica Dunaj-Trst imela zelo pomembno vlogo, poleg gospodarske, tudi prav turistično, da je bil v tem času zgrajen tudi hotel Palace, kjer so imeli povezano ponudbo vožnje z vlakom iz Dunaja in potem z ladjo iz Trsta v Portorož. All inclusive bi danes rekli, z modnimi revijami in vsem, kar je bilo zraven in da se je potem seveda zgodila tudi Opatija. Skratka, vse to ima tradicijo, ki je doživelo izjemno nadgradnjo zdaj z novimi tehnologijami in pa seveda z velikimi investicijami v tudi marine in vse, kar po morju plava, za tako imenovano prostočasovne dejavnosti in ga žal je treba reči, kljub vsem ljubiteljem morja in vsem plovilom tudi izjemno obremenjuje.
Prav okoljsko obremenjevanje in onesnaževanje morja v plitkem Tržaškem zalivu terja mednarodno sodelovanje vseh 3 držav ob severnem Jadranu. To imamo, bi rekel, dobro urejeno na teoretičnem nivoju. Seveda pa zmeri težava razlika med teorijo in prakso, ne? In tukaj pa je kar nekaj vrzeli. Mi imamo nasledstveni sporazum, Slovenija je naslednica sporazuma med bivšo državo Jugoslavijo in Italijo o varstvu Jadranskega morja in Slovenija je naslednica tega sporazuma. Težave imamo pri izvajanju tega sporazuma v praksi zaradi različnih gledanj na to nasledstvo na najvišji ravni in upam, da dozoreva čas, da se do tega opredeli aktualno vodstvo na način, ki bo Sloveniji nudil uveljavljanje evropskih standardov za odgovorno upravljanje z morjem in obalo v razmerju med 2 velikima jadranskima sosedama. To pomeni, da bi upoštevali nove principe, ki niso bili opredeljeni v nekdanjih pravnih pogodbah, ki urejajo to. Danes je znanost in razvoj pravne prakse govori o upoštevanju tako imenovanega ekosistemskega upravljanja z obalo in morjem na poštenih razmerjih. To pomeni, če smo prej govorili o ribjih fondih, o biološkem pestrosti morja, ki je pomembna za njegovo zdravje, da to vse obalne države upoštevajo pri organizaciji gospodarskih dejavnosti na morju, vključno z ribolovom, in da v dogovoru, ki je seveda uraden in za spremljanje stanja, tako imenovanem monitoringu, uporabljajo te morske vire na način, da ohranijo dobro stanje ali pa da ohranijo, če rečem, substanco reprodukcije in obnove teh morskih virov in ne, da jih prelovijo in na koncu siromašijo morje do te mere, da v njem niti ni populacije rib, ki pravzaprav ekosistemu pripadajo. Kaj šele za ekonomsko rabo. In to je faza, v kateri se nahajamo, je faza, ki jo je potrebno uveljaviti, ki jo je potrebno aktivno uveljavljati z našimi sosedami pri uveljavljanju razmerij za varstvo in rabo Jadrana. Tukaj imamo še neurejene mejne odnose s Hrvati, ne? No, to je bil pravzaprav tudi na nek način razlog za nastanek tega stanja, ne? In ne pozabiti, ne, da je Slovenija zaradi enostranskega ravnanja, na katerega je, ne vem, pristala, hote ali ne hote, pravzaprav upustila 99% ribjega fonda Hrvaške oziroma tudi Italije, če hočete, in se danes izlovi manj kot 1% rib kot pred letom 90. To pomeni, da smo svetovni fenomen. Mi smo pravzaprav od tega, da smo bili izjemno razvita pomorska nacija, spomnimo se ne samo Delamarisa kot najbolj napredno tovarno za predelavo rib v tedanjem času na Jadranu, imeli tudi izjemno cenjeno šolo, fakulteto za pomorstvo. To je še danes pri Hrvatih institucija, ki je presegala znanje na hrvaških ustanovah za ta namen. In erozija vsega tega se je zgodila v zadnjih desetletjih. Zakaj, kako in kdaj bo morda kakšna nadgradnja na obstoječih temeljih, si verjetno zasluži odgovor. Skupno varstvo Sredozemskega in s tem tudi Jadranskega morja določa Barcelonska konvencija, ki so jo pred desetletji podpisale evropske države, tedanje članice Evropske unije in tudi Jugoslavija kot naša nekdanja država. Slovenija pa je naslednica tega dokumenta. Akcijski načrt, ki so ga sprejeli v Barceloni, določa smeri, ukrepe in dejavnosti za trajnostni razvoj Sredozemskega morja in tudi Jadrana. Barcelonska konvencija je prva konvencija Združenih narodov o varstvu regionalnega morja
Nastala je 1975. leta in države so jo ratificirale 1976. leta, ko je stopila s tem v veljavo in je najstarejša, je prva in zato tudi najstarejša konvencija o varstvu regionalnega morja. Zakaj? Zaradi krize okolja, ki je bila že takrat zaznana in prepoznana in so seveda strokovnjaki ocenili in politika sprejela Združenih narodov, da je mogoče ukrepati samo, če se pri tem sodeluje na čezmejni ravni, na regionalni ravni. In to je Združenim narodom uspelo, tako imenovani sredozemski akcijski program za varstvo Sredozemskega morja je bil osnova za izvajanje Barcelonske konvencije in kot rečeno v prejšnji državi smo kot republika aktivno sodelovali v izvajanju teh aktivnosti. Recimo morska biološka postaja v Piranu je bila ena izmed zvezd, ki je blestela skupaj z razvitimi laboratoriji drugod v Sredozemlju, v Monaku naprimer, v Franciji, v Italiji smo jim bili ob boku in se od njih tudi učili, rasli in tako ali drugače ta znanja nadgrajevali. Zdaj seveda so časi, ko je Evropska unija razvila tudi svojo politiko do morskega območja, Sredozemlja in ekoregij morskih in seveda jih obe regionalno konvencijo evropske pomorske politike izvajamo v sinergiji in prav to je Slovenija z velikim, jaz bi rekel, kar uspehom dosegla v času slovenskega predsedovanja zadnjega na 22. zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije, ko smo uspeli doseči konsens kljub vsem stanju, ki je v Sredozemlju, med vsemi državami, da so podprle razglasitev območja kot območja brez žveplja, seveda, ki izhaja iz ladijskih emisij, zaradi dizlovih agregatov na velikih ladjah, ki izjemno močno onesnažujejo zrak nad Sredozemljem v tranzitu in notranjem prometu, kar je seveda zaradi zmanjševanja ogljičnega odtisa Pariškega sporazuma izjemno velik prispevek regije k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Skratka, to je eden izmed teh koordinacij. Drugo je zelo pomembno, kar smo dosegli, da smo oblikovali protokol kot pravno obvezujoč akt Barcelonske konvencije, protokol o celovitem upravljanju z obalo, ki ga je Slovenija prva ratificirala in je zato tudi dan slovenske ratifikacije 25. september 2007 je 25. september postal prav zaradi tega Sredozemski dan obale. Slovenija je naredila zelo pomemben, jaz upam, ne samo simbolni korak kot aktivna obalna država k izpolnjevanju teh principov na svoji obali in v sodelovanju s sosedami, da bo celovito skrbela za upravljanje z obalo in ohranjevanje zdravega morskega okolja. Skratka, vse to so recimo vsebine Barcelonske konvencije, ki pa se preverjajo in izvajajo letno v sodelovanju med vsemi državami in tudi bilateralno. In prav ta konferenca, ki bo zdaj zaradi kriz z morji, konvencija Združenih narodov junija v Lizboni, bo predstavila na posebnem dogodku, tako imenovanem side event vsebinskem, bo Slovenija predstavila prav te dosežke, ki jih skupaj z jadransko-jonskimi državami želi še ukrepiti v okviru izvajanja Evropske jonsko-jadranske strategije. In tukaj imamo kot koordinatorji okoljskega stebra te strategije veliko vlogo, saj smo prvi pravzaprav dosegali uveljavitev tako imenovanih ekokoridorjev na morju in obali kot obvezne vsebine za pripravo prostorskih načrtov na morju. In kakšna je prihodnost slovenskega morja v Tržaškem zalivu? No, jaz upam, da prvič bo prevladal razum in da bo prevladala kultura
čezmejnega sodelovanja ob skupnem morju. Upam, da zato v Evropi ne bi smelo biti težav, čeprav, kot na zadnji dogodki kažejo, to še ne pomeni, da je pravzaprav bo temu tako. Ampak verjamem, da če se vsi iskreno trudimo in delamo najboljše na pregleden način in pošteno za te cilje, smo na dobri poti, da se bo to res zgodilo. Jaz sem optimist in se veselim, da bomo uveljavili evropske standarde v ekoregiji Jadran, da bomo naredili vse v sodelovanju z Italijo, Hrvaško in ostalimi jadranskimi državami, da bo Jadran postal zdrav ekosistem, manj obremenjen in da bo služil predvsem nam in našim otrokom kot vir hrane, kot vir rekreacije, kot vir, če hočete, lepote, inspiracije in nudil resnično možnosti za kakovostno življenje. Ne smemo pozabiti na naše simbole, na naš grb, ki poleg Triglava ima tudi morje. In tisto, kar je naš simbol, ko pomislimo in zastopamo državo, bi kazalo uveljavljati v vsakdanji praksi zares, iskreno in aktivno z našimi dejanji in tega si želim. To je bila oddaja Mejniki identitete o slovenskem morju kot naši identiteti. O tem je govoril hidrogeograf dr. Mitja Bricelj, ki je na Ministrstvu za okolje in prostor pristojen za izvajanje regionalnih konvencij na področju voda v Sloveniji. Oddajo sva povezovala Jure Franko in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Damjan Rostan, avtor oddaje je Ivan Mrljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije. Oddaji Slovensko morje kot identiteta sledi skladba Lucijana Marije Škarjanca z naslovom Jadransko morje s stavkoma Fantazija, Largo, Attacca subito in Fuga allegro vivace. Mariborski komorni orkester bo vodil Samo Hubat.